Prvič po 10 mesecih premora je na zelenico stopila naša mlada reprezentanca, ki se je v Linjanu na prijateljski tekmi pomirila z italijanskimi vrstniki. Za obe izbrani vrsti je bila tekma dragocen preizkus pripravljenosti po dolgotrajnem čakanju na to priložnost in tudi nov test v okviru priprav na Evropsko prvenstvo, ki ga bosta prihodnje leto gostili Slovenija in Madžarska. Primož Gliha na tokratnih mini pripravah ni mogel računati na poškodovanega Jana Mlakarja ter na Jako Biola in Dejana Petroviča, ki sta vpoklicana v člansko reprezentanco. Italijanski mladi upi so bili od prve minute boljši tekmec. Slovenci so se, podobno kot proti ostali više rangiranim tekmecem, predstavili z obrambno igro in prežali na morebitne priložnosti v protinapadih. Takšna igra je seveda kmalu ponudila prve strele proti slovenskim vratom. V 5. minuti so sicer Azzurri zatresli slovensko mrežo, a sodnik zadetka zaradi prekrška ni priznal. V 29. minuti je bila slovenska obramba že premagana, a je prodor Raspadorija zaustavil vratar Igor Vekič. Prav slednji pa se je 5 minut pozneje neuspešno postavil med vratnice. Namesto s predložkom ga je Andreja Kolpani presenetil z neposrednim udarcem na gol in žoga je končala v mreži za 1:0. 4 minute pozneje še ena podobna situacija. Spet prosti strel, tokrat ga je izvedel kapetan Filippo Melagoni, žoga se je odbila od živega zidu in slovenski vratar Vekič je bil nemočen 2:0. Slovenski mladi upi v prvem polčasu niso sprožili proti italijanskim vratom. V drugem delu sta selektorja Paolo Nicolato in Primož Gliha opravila več menjav. Igra je ostala sicer dinamična, na trenutke tudi ostra, a zelo malo obetavnimi napadalnimi akcijami. Slovenci so bili sicer pogosteje na polovici gostiteljev, a je vedno kaj zmanjkalo za uspešen zaključek katerega od napadov. Nenazadnje so italijanski nogometaši tudi z več tehničnega znanja uspešno nadzirali prednosti iz prvega polčasa. Slovenci so v končnici vendarle izkoristili protinapad, ko je odbito žogo v mrežo pospravil Aljoša Matko. Za 2:1 in energične poskuse naše mlade izbrane vrste, da bi v zadnjih minutah izid poravnala. A se je zapletlo tudi z nekaj nediscipline in nesoglasi z avstrijskimi sodniki, ki so predčasno v garderobo poslali Kariča in Stojinoviča, na tribuno pa je moral selektor Primož Gliha. Predvsem mislim, da je ta tekma spet vse resetirala na svoj normalen nivo, da je pač to mednarodni nivo, kjer se ti ne moreš dovolj, da boš izgubljal žogo, kjer ti nimaš časa, da je žogo sprejel in jo dal, da od tega, da moramo več žog zadržati, da moramo biti boljši v skoku, da moramo pač razmišljati na to temo, da kljub temu, da igramo z velikim reprezentancem, imamo tudi pogum, da to realiziramo. Portugalska, Anglija, Francija, Švica, ne razplavljam, so to dokazale, samo probleme 10-mesečnega odsotnosti. Jaz poslušam naše trenerje v ligi, ko 14 dni ne trenira, pa pravijo, da imajo probleme. Kaj pa mi, kad 10 mesecev en drugega nismo videli? Ja, vsi smo videli na koncu, nam je malo zmanjkalo, mogli smo se malo začutiti, tako se je videlo, da drugi polčas je boljše. Težko je po 10 mesecih se spet dobiti, nekaj novih obrazov in vse to skupaj spraviti. Mislim, da je rabija kakšna tekma. Tako da, zdaj smo videli, kolikor je prej že selektor videl, zdaj smo videli, kje smo, kaj treba popraviti in kako štartati na Madžare. To so le fanti, ki so vredni 20-30 milijonov, mnogi igrajo italijansko ligo in normalno, da se iz slovenske lige zelo težko preklopiti v top igranje evropskega nogometa. Sami ste videli naša pretekmovanja, klubska pretekmovanja, kako so se končala, ko pridejo Islanci, pa imamo mi že problem z njihovim ritmom. Mlada slovenska reprezentanca bo naslednjo pripravljalno tekmo odigrala v ponedeljek z madžarskimi vrstniki.